Mislimo na tiste, ki prihajajo za nami. Ne zaustavimo njihovega razvoja. Ohranimo okolje, papirnate vrečke, vidim. Spoštovani gledalci in gledalke, dober dan še enkrat zadnjič iz Lahtija, kjer se bo končalo 37. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Vreme jo je danes zagodlo še enkrat tekmovalcem, predvsem skakalcem oziroma tudi organizatorjem, kajti, kot verjetno veste, so morali danes tekmo skakalcev drugo serijo odpovedati. Tudi danes močan veter, slabo vreme v Lahtiju, tako da veljajo za končne uvrstitve že včerajšnji skoki oziroma včerajšnja prva serija. Svetovni prvak je tako Jens Weißflog, Nemška demokratična republika, drugi Ari Pekka Nikola, Finska in tretji Heinz Kutin, Avstrija. Matjaž Debelak na odličnem 6. mestu, 17. je Primož Ulaga, 20. Matjaž Zupan in 52. Rajko Lotrič. Zaradi slabega vremena se je danes zbralo tukaj precej manj gledalcev kot v prejšnjih dneh. Le kakšnih 1000 jih je, kajti vreme jih je danes odvrnilo tukaj od poti na snežni štadion in pa od same proge. Tekmovalci pa bodo danes tekli 50 kilometrov. Na startni listi je 67 tekmovalcev, med njimi tudi Jani Kršinar, naš edini tekač na tem svetovnem prvenstvu, ki bo imel številko 37. Vreme danes megleno, rahlo prši, dež. Tekmovalci bodo imeli nekaj težav tudi z novo zapadlim snegom, ki ga je sicer samo nekaj centimetrov, vendar pa sneg je moker in pa težak. Zadnji svetovni prvak iz Oberstdorfa je bil Maurilio De Zolt, Italija, zadnji olimpijski prvak iz Calgaryja lani pa je Šved Gunde Svan, drugi je bil Italijan De Zolt in tretji Grinenfelder, Švica. Jugoslovani smo doslej v tej disciplini imeli največ uspeha doslej, vendar vse uvrstitve pred drugo svetovno vojno, kajti kar 4-krat je bil Franc Smolej uvrščen v deseterico, najboljši pa 6. leta 1937. Jani Kršinar ima prav tako svojo najboljšo uvrstitev svetovnih prvenstv ali olimpijskih iger, saj je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu v tej disciplini uvrščen na 21. mesto. Tekači bodo tekli najprej krog dolg 15 km, potem 2 kroga dolga 10 km in še zadnjič bodo šli v krog dolg 15 km, vse skupaj pa gredo seveda v prosti tehniki. Na štartu že prvi izmed boljših tekačev, to je Igor Badamšin, Sovjetska zveza, ki je priložnost dobil šele tukaj v maratonu v teku na 50 km. Sovjetska reprezentanca daleč za pričakovanji, poleg Badamšina pa bodo danes nastopili še Smirnov, potem Saknov in Prokurorov. Najboljši tekmovalci seveda prihajajo šele ob koncu štartne liste, tako ima številko 67 zadnji Vegard Ulvang, Mikkelsplas ima številko 48, Gundesvan 59, naš Jani Kršinar, kot rečeno, štarta nekje na polovici tekačev, številko 37. Na štartu čaka Vladimir Smirnov, danes bo tekel številko 22, svetovni prvak z 30-kilometrske razdalje, tam v klasičnem slogu. Videli pa bomo, kako bo ta tekač močan tudi v prosti tehniki. V Calgaryju je bil tretji na 15 km, pa drugi na 30 km, tam na 50 km ni nastopil, zato pa v Zeefeldu, kjer je bil uvrščen na 8. mesto. 25 let bo star ta tekač Sovjetske zveze prihodnji teden, doma je iz Alma-Ate, sicer pa učitelj telesne vzgoje. Vladimir Smirnov, Sovjetska zveza, gre na pot kot drugi sovjetski tekač za rojakom Igorjem Badamšinom, ki trenutno vodi na 1,6 km. Seveda ta razdalja ne pomeni prav ničesar v tem maratonu, v tej najdaljši preizkušnji tekačev. Ta disciplina je na sporedu svetovnih prvenstev vse od začetka, od leta